drage skavtinje in skavti, dragi skavtski voditelji, dragi skavtski duhovniki, duhovni asistentje in naši kanoniki, dragi člani Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov. Praznujemo 25-letnico vaše ustanovitve. Ob tem praznovanju vam želim čestitati. Najprej seveda čestitati vsem tistim, ki so pred 25 leti imeli v sebi dovolj ideala, dovolj poguma in krščanskega zanosa, da so zaznali priložnost za ustanovitev katoliških skavtin in skavtov. Verjamem, da jim ni bilo vedno lahko, da so morali večkrat poslušati pomisleke, ugovore, čeprav gotovo tudi spodbudnih besed ni manjkalo. Čestitam jim, da so imeli v sebi dovolj trdno vero, da so bili dovolj osebno povezani z Jezusom Kristusom in Evangelijem, da so ustanovili vaše združenje, sprejeli potrebne listine in oblikovali potrebne statute in pravilnike, da je skavtsko gibanje pri nas zraslo na krščanskih vrednotah in postalo eden izmed dejavnikov krščanske vzgoje naših otrok in mladih. Potem zanesenjakom čestitam, se jim obenem tudi zahvaljujem in jih prosim, naj kolikor je v njihovi moči še naprej spremljajo to gibanje, ker so mu dali svoj začetek. Čestitati želim tudi vsem tistim, ki ste se skozi teh 25 let pod vodstvom voditeljev vzgajali v duhu listine katoliškega skavtstva in duhu listine slovenskega katoliškega skavtstva. To pomeni, da ste skozi skavtsko delovanje postajali dejavni udje cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa. Ta listina vas namreč zavezuje k odgovorni udeležbi pri poslanstvu cerkve, ki prinaša Jezusov evangelij kot vir upanja za človeka in za družbeno prenovo. Dolžnost katoličanov, ki živijo skavtstvo in se zavedajo skupnostnih razsežnosti svoje vere, je ustvariti v dialogu s škofi na eni in njihovim združenjem na drugi strani kar najbolj ugodne okoliščine za vzgojo, pravi vaša listina. V duhu teh dokumentov ste se torej v teh 25 letih, ko ste ob skavtskih dejavnostih iz najmanjših, iz bobrov in bobrovk, preko volčičev in volkuljic, iz vidnikov in vodnic, zrasli v popotnike in popotnice in se oblikovali v 3 temeljnih razsežnostih cerkve. V misijonski oznanjevalni razsežnosti, v molitveno-liturgični razsežnosti in v moralno-karitativni razsežnosti. Skavtstvo je tako za vas postalo okolje pristnega razodetja Jezusa Kristusa. Na ta način ste, ko ste prerasli skavtska leta, postali živi in dejavni člani krščanskega občestva po svojih župnijah in verjamem, da tudi širše. Čestitam vam in se vam zahvaljujem za to. Čestitati želim tudi vsem voditeljem in voditeljicam, ki ste v zvestobu duhu katoliškega skavtstva živeli svoje krščansko iskanje in prizadevanje skupaj s svojimi skavti. To je bil za vas konkreten način življenja in rasti v vaši veri, ter sodelovanje pri poslanstvu, ki ga je Jezus zaupal svoji cerkvi. To prizadevanje ste voditelji uresničevali tudi v sodelovanju z duhovniki, ki so bili in so pripravljeni deliti skavtsko pot in na sebi lasten način služiti v cerkvi. Voditelji ste se tako vključevali v laiški apostolat,
kakor pravi listina katoliškega skavtstva. Tudi voditeljem se zahvaljujem za prizadevnost in nesebičnost, s katerima ste živeli kot katoliški voditelji in svoj zgled življenja v veri in odgovornega državljana prenašali tudi na mlade rodove. Hvala tudi vsem bratom duhovnikom, ki ste pogosto ob številnih drugih dolžnostih in službah z veseljem in optimizmom skrbeli za duhovno spremljanje naših skavtov na vseh ravneh njihovega delovanja. Vem, da je bilo treba žrtvovati marsikatero uro počitka, ki bi vam prišla zelo prav in bi bila tudi nadvse potrebna. Žrtvovali ste jo zato, da ste mogli biti na voljo tem mladim ljudem, ki so ob skavtskih pravilih rasli v dobre kristjane in odgovorne, poštene državljane. Pogled v preteklost nas torej navdaja s ponosom in hvaležnostjo. Pomembno pa je ob tem praznovanju pogledati tudi v sedanjost in prihodnost. Ta pogled mora biti vedno jasen, zelo, zelo iskren. Nobenega zamegljevanja ne sme biti, nobenega ovinkarjanja. Samo če bomo znali pravilno presoditi sedanji trenutek, bomo lahko tudi z ne preveč pretresi prišli do praznovanja zlatega jubileja, do 50-letnice Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtin. In prav v tem duhu iskrenosti vam želim posredovati odlomek pisma, ki mi ga je v teh dneh poslala neka mama in jo skrbi prihodnja smer skavtskega gibanja. V svojem in moževem imenu pravi takole: zadnja leta žal opažava, da gre pri skavtih nekaj narobe. Po najinem mnenju sta se duhovnost in versko življenje skavtov nekam izgubila. Sekularizacija je močno segla tudi v njihove vrste. Trendi, ki so zajeli današnjo mladino, so spremenili njihov pogled na življenje. Pričakovala bi, nadaljuje, da bo njihovo iskanje Boga in odkrivanje Božjega dela v naravi raslo iz krščanskih temeljev. Beseda Bog je pri mnogih ostala le odsev v njihovih dušah. Veliko število skavtov ne obiskuje nedeljskih maš. V stege se vključujejo številni otroci, ki nimajo zakramentov in ne obiskujejo verouka, in žal se tem skavtom z leti življenja v stegu želja po Bogu in veri ne veča, saj jih nihče ne spodbuja. Skavtizem ni več način življenja, temveč obšolska dejavnost. Verjamem, da ni povsod tako. In upam, da gre tukaj za mamino skrb, ki je vedno nekoliko večja. Moramo pa si prizadevati vsi skupaj, da nikjer in nikoli ne bi bilo tako. Strinjam se, da mora biti v skavtskem združenju prostor za vse. Obenem pa se mi zdi potrebno, da slovensko katoliško skavtstvo ostaja zvesto svojim prvotnim načelom. Brez te zvestobe je v nevarnosti, da se bo izgubilo, da bo izgubilo svojo lastno identiteto. Močna je beseda v današnjem berilu, kjer je rečeno: Gospod me je poklical ob rojstvu in mi dal ime že v materinem naročju. Gospodov služabnik je mogel izpolniti svoje poslanstvo samo v zvestobi prvotnemu klicu, v zvestobi svojemu prvotnemu imenu. Tudi naše drage skavte in skavtinje je poklical Gospod in jim dal ime. Temu imenu, dragi prijatelji, se ne odpovejte. Tega imena nikoli ne zatajite. Njegova vsebina naj vam bo dragocena in sveta. V tem je namreč vaša drugačnost, v tem je vaša posebnost. Zaradi tega ste privlačni.
Zaradi tega bodo k vam pristopali ljudje, ki bodo morda izpovedovali drugačno vero, a bodo želeli srečati vas v vaši veri. Sami ostajajte zvesti branju dveh knjig, knjige narave in knjige Svetega pisma, da boste mogli druge učiti tega branja. Naj vam vsem, dragi mladi prijatelji, to praznovanje pomaga, da boste v hvaležnosti za preteklo svoje sedanje delovanje ponovno preverili ob koreninah. Drevo brez korenin, ki segajo globoko in se razraščajo na široko, postane mrtvo deblo, na katerem se razraščajo gobe. Kot posamezniki in kot združenje se vedno znova naravnavajte na Jezusa Kristusa, s katerim želimo potovati skozi svoje življenje in s katerim želimo na poseben način živeti ta veliki teden njegovega trpljenja, smrti in pokopa, da bomo na veliko noč mogli praznovati veselje njegovega in svojega vstajenja. Draga skavtinja, dragi skavt, bodi pripravljen, vedno pripravljen.